V sklopu Mednarodnega dneva ozaveščanja javnosti o hrupu, ki se obeležuje zadnjo sredo v aprilu, je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije skupaj s Pedagoško fakulteto v Ljubljani organizirala konferenco o naglušnosti z naslovom Slišim, a ne razumem. Predstavniki različnih strok so osvetlili obstoječe težave naglušnih in drugih oseb z okvaro sluha ter nakazali možne rešitve. Na konferenci smo želeli združiti tako neka zdravstveno stroko, pedagoško stroko, tudi socialno stroko in pa predvsem smo dali poudarek uporabnikom, da so se odzvali, v velikem številu in pa da so se odzvali, tudi vsi tisti, ki delajo z uporabniki oziroma z osebami z izgubo sluha. Torej, oseba, ki slabo sliši oziroma se ji sluh slabša, potrebuje približno 7 do 10 let, da se sooči z svojo izgubo sluha. To je veliko breme tudi na družino in na okolico. Današnja konferenca je namenjena predvsem tem, da seznanjamo strokovno in laično javnost o posledicah izgube sluha, o naglušnosti in gluhoti in da povežemo vse ključne akterje v Republiki Sloveniji, da nekako posvečamo večjo pozornost osebam z okvaro sluha. V Sloveniji je okrog 200 tisoč oseb, ki se soočajo z izgubo sluha. Medicina jim z novimi tehnologijami vedno bolj učinkovito lajša vsak dan. Žal pa se še vedno premalo dela na preventivi. Ljudje se ne zavedamo, kako pomemben je sluh in kaj vse nam ga lahko poškoduje. Ozaveščanje mladih je ključnega pomena. Vsak posameznik pa se mora zavedati, da je v bistvu izpostavljenost hrupu, tako kot če bi bil na prevelikem mrazu ali pa tako kot če bi bil v hotelu, kjer bi ga hranili samo za zdravo, mastno, presladko hrano. Se pravi, njegova izbira je, da bo se odločil ali bo v sebi pozitivnem in zdravem okolju ali v hrupnem. Glede okoljskega hrupa je do okvar sluha lahko pride predvsem pri poslušanju glasne glasbe. Ostali hrup cestnega prometa ali pa železniškega prometa nima take energije zvočne, da bi lahko povzročil poškodbe sluha. Poslušanje glasbe, predvsem med mladostniki, pa bi potencialno že lahko povzročilo take poškodbe. Ja, v naši študiji smo zajeli 1635 mladostnikov iz 4 starostnih skupin, se pravi 7. in 9. razred osnovne šole, 2. letnik in 4. letnik srednje šole. In ugotovili smo, da med temi, po njihovem mnenju, približno 12% posluša glasbo zelo pogosto. Kadar poslušajo glasbo, jo poslušajo relativno dolgo časa in tako na glas, da smo izračunali, ocenili, da bi lahko pri dolgotrajnem načinu poslušanja glasbe, tako kot so ga opisali, lahko pri njih prišlo do okvar sluha. Izguba sluha ne predstavlja zgolj telesne okvare. Velikokrat človeka izolira iz okolja. Zato je pomembno, da rehabilitacija pacientov vključuje tudi socialni pristop. Vsekakor, poleg tega, da ne slišiš, se pojavljajo tudi psihosocialne težave. Predvsem bi poudarila mogoče tukaj psihološki vidik težave, ker je izjemno težko sprejeti naglušnost, sprejeti nerazumevanje, kar ti okolica govori in nekako se zaradi tega pogosto velika večina umika iz okolja, v katerem živi in tudi dela. Priporočljivo je, da si oseba, ki izgublja sluh, to prizna in se čim prej odloči za uporabo slušnega aparata, s katerim lahko ohrani koristne ostanke sluha. V Sloveniji so na voljo precej kakovostni aparati, si pa uporabniki želijo višjega cenovnega standarda. Predvsem pa bi bila nujna celovita rehabilitacija za naglušne.
Rehabilitacija naj bi predvsem zajemala učenje, poslušanje oziroma navajanja in pa verjetno tudi veliko individualnih razlag, kaj se ti pravzaprav dogaja s tem, ko dobiš slušni aparat, zakaj kar nenadoma tako zelo slišiš, prej nisi slišal, zakaj te zvoki motijo, zakaj določenih besed ne slišiš, zakaj nekatere slišiš. Čisto take življenjske stvari, ne. Poleg tega pa tudi, je potrebno izobraziti tudi okolje, v katerem naglušna oseba živi, ne. Slušni aparati pa niso edini pripomoček, ki lahko naglušnim olajša življenje. Seveda naglušni poleg slušnih pripomočkov potrebujemo za komunikacijo, pogosto tudi indukcijske zanke, FM sisteme, sploh na javno dostopnih mestih, kot so nekatere čakalnice, avtobusne postaje, železniška postaja, ne. Zelo dobrodošel je tudi pretvarjanje govora v tekst, to so neke vrste podnaslavljanja, predvsem dotaknila bi se pa tudi podnaslovitev na nacionalni televiziji, kjer je sicer podnaslovljenih res da 74% programa na prvem programu televizije, pa mislim, da 64% na drugem programu, a ne. Vsekakor se pa pojavi problem, ker ni podnaslovljen slovenski govor, ki je, zelo aktualen za naglušne osebe. Medicina v zadnjih letih nenehno ponuja nove možnosti zdravljenja gluhote in naglušnosti. Vloga medicine je, da odpravlja bolezenska stanja in če se le da, nadomesti nedelujočo funkcijo. Se pravi, če govorimo o sluhu, pa pustimo ojačanje, kot so slušni aparati, imamo zdravljenje z antibiotiki, ki preprečujejo vnetja, recimo kirurška zdravljenja, ki zagotavljajo boljše delovanje Eustachijeve tube, funkcije srednjega ušesa. Potem imamo klasične kirurške tehnike, kjer med operacijo odstranimo bolno tkivo, dodamo nove slušne koščice, naredimo možnost, da se bobenček sam zaceli. In potem je druga vrsta kirurgije, ki je zdaj najbolj napredna, se pravi po izumu vsadnih slušno-električnih pripomočkov, kjer nadomestimo del slušne poti, ki ne deluje. Razvoj polževega vsadka je področje, kjer sta tehnika in medicina naredili revolucijo. Tudi iz tujine prihajajo pozitivni odzivi. Če seveda otroci dobijo vsadek dovolj zgodaj. Rezultati istraživanja vam pokazuju da djeca koja dobiju implantat kasno, što znači nakon kritičnog perioda za usvajanje jezika, to je nakon 5. godine života, znači što kasnije dobije implantat, prelingvalno gluho dijete, znači što duže živi u toj tišini, to su ishodi, rezultati, njegov napredak u tom govorno-jezičnom razvoju nije nešto revolucionarno, nego nema tu puno razlika u odnosu na djecu sa klasičnim pomagalima. Dok djeca implantirana prije 5. godine života postižu, dakle što je ranija implantacija, odlične rezultate, imaju zaista šanse da razviju uredan govor i jezik. Znači što ranije to bolje. Konferenca je prinesla tudi pozive k čim boljši integraciji otrok z okvaro sluha. Učitelji in starši morajo z roko v roki poskrbeti, da bodo otroci v inkluziji deležni čim bolj kakovostnega šolanja. Ob tem pa ne zanemariti otrokove socialne vključenosti. Znači, nastavnicima se preporučuje da obrate pažnju na koklearni implant, da reduciraju zvuk kad je u pitanju učionica,
onaj kontakt očima sa detetom, da budu, da sedu ili blizu deteta. Onda kad je u pitanju instrukcija rečnika, da paze na to da upisuju na tabli ili da pripremaju u okviru tog individualnog obrazovnog plana stare reči da bi proširivali novim vokabularom. Isto tako je vrlo bitan segment rad sa roditeljima. Znači, taj kontinuirani rad da bi roditelji bili aktivni partneri u procesu. Another real problem is the lack of teacher training of mainstream teachers. So if the teachers are not prepared and not educated about the needs of variety of students, including those that are deaf and hard of hearing, of course that they cannot then address properly their learning needs. But that is not a problem of inclusion, but rather of teacher preparation and of school readiness. Slovenci zaznavamo znakovni jezik, ampak ali poznamo probleme naglušnih? Še vedno ljudje prevečkrat kričijo v prisotnosti naglušnih, kar ni potrebno. Zato želimo, da bodo te zaključke, te konference usmerjeni predvsem v dve področji. Eno je na zakonodajnem področju, da se izboljšajo standardi slušnih aparatov in pa polžjih vsadkov. In drugo področje je področje izobraževanja. Še vedno zaradi, nepoznavanja gluhote in naglušnosti niso, vse prilagoditve primerne za gluhe in naglušne. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije si bo prizadevala, da ugotovitve konference prenese tudi v prakso.